Fantazijska skupnost na splošno bila verjetno precej manjša takrat. Ti si bil tako glavni junak verjetno v tistem času. Mislim, bil sem povezan, no, ampak ne bi pa rekel, recimo tle je bilo to Gilgalad, a ne? Aha, že toliko časa obstaja. Ja, to ne, Gilgalad takrat v tistih časih so imeli tudi te društvene sestanke v Črni luknji, recimo nekaj časa. Ampak oni so recimo takrat privabljali tudi te člane, a ne? Pa ne, to se je tako, ampak glavno se je pa, ko so te filmi prišli, ne? Od Jacksona, ne? Ta trilogija. Takrat se je pač začel malo to širiti, ne? Ampak v bistvu, ne, če Game of Thrones je pa pač, kaj ta serija je še to čist dvignil še ne en drug. To je postalo pa splošno, ne? Takrat to pozen v bistvu je, recimo bi jaz rekel, da je v Sloveniji, da je to postalo tako mainstream, ne? Se mi zdi, da mi smo toliko hitro eksplodirali, tako zadnjih 10 let mogoče, da se je zares scena razvila in pred tem smo tako bili like 10 let, dobesedno, ko smo bili midva študenta, vsako leto je bilo isto in so samo čakal, kdaj, a bo mogoče to leto prišla kakšna nova manga ali pa bo Mladinska knjiga dobila mogoče še 2 naslova več, ali karkoli. Tako upal si, da bo mogoče pobral, ne? Zdaj naenkrat imaš tako eksplozijo trgovin, ki imajo milijon vrst različnih mang, konvencije, ki so razprodane v predprodaji, pač to je tako iz leta na leto. Ja, tehnologija je ful veliko naredila zase, ker vem, da board gamei v starih časih, to, ko si zdaj rekel, da Game of Thrones bil board game, me prav preseneča, ker takrat si mogel najti publisherja, ki bi bil pripravljen to dejansko tiskati, pošiljati naokoli, promovirati, ker šele po Kickstarterju je tista renesansa board gameov nastala, ko je vsak lahko si izmislil nekaj, pa ustvaril, pa poslal naokoli ljudem. In zdaj obstaja. To se ne bi strinjal. Ok, te pa povej, kako je bilo, ja, ker jaz ful ne vem dejansko scene. Pač, ne, v 90, ne, pač en Magic je sigurno spremenil sceno, kar se tiče, tudi na board game je vplival, ne. Zato, ker je pač relativno kompleksen, a ne, in so se te koncepti tudi v namizne igre začeli prenašati, a ne. Ampak v 90-ih so pač nastali te, bom rekel, ameriške neke firme, ki so delale take advanced board game, a ne, ker ni bilo, ne vem, mi, ko smo igrali Monopoly pa Risk, ne, že od mejhnega, zmeri si pa si najprej si se za pravila zmenil, pa si dodajal, pa ne vem, 16 house rulov je bilo, pa a ne, vse je bilo pač čist drugače, ne, pa si igral te igre, ne. No in tle ni nič drugače, oni so v bistvu vzeli recimo ta Game of Thrones je na nek način Risk, ne, ampak ima zraven še 15 stvari zraven, ne, mislim, vse živo konceptov, ne. In je to postalo, je čist drugače igrati, ne. Igra, ki Risk traja, nekaj smo mi igrali, si tudi igral lahko po 4 ure, ampak je bilo dosti tega tako bolj čakanje. Lahko enostavno povzameš, kaj so pravila Riska, kako se igra, zato da lahko apliciram potem recimo ta Game of Thrones. Risk v bistvu imaš zemljevid, ne, sveta in potem enote, se pravi pa neke enote, ki so tankci ali pa topovi. In kar je taka, bom rekel, prelomna stvar je, da so tudi, da je razdeljene teritorije, ki niso glih države, ampak recimo, ne. In vsak ta teritorij ima karto. In ti v bistvu, ko postavljaš, se pravi, najprej postavljaš zemljevid, ne. In to delaš tako, da te karte vlečeš, ki ti povejo, kje lahko postaviš, ne. Se pravi, neka kombinacija kart, ki jo uporabiš in pa lahko na tisto polje postaviš svoje tanke, ne. Potem pa lahko napadaš, ne. Se pravi, ti vzameš, rečeš, jaz bom iz tega ozemlja na to ozemlje napadel. In potem je neka čist preprosta, pač mečeš kocke. Turn-based? Ne, pač vržeš kocke in vidiš rezultat in odstraniš toliko in toliko. Warhammer style. Ne, ni Warhammer style. Ne? Vržeš kocko, odstraniš. Bolj enostavno. Warhammer je nekaj čist drugega. A ne, in to je, a ne, bom rekel,
zelo tako simpel in se tudi zgodi zelo hitro, da je en igralec eliminiran, ne, in pa on 3 ure sedi zraven in čaka, da bojo ostali nehali igrati. Game of Thrones ima pa recimo, sej so še druge take igre, ki so tudi starejše. Recimo ena najbolj znanih in najhujših iger vseh časov je Diplomacy. Ja. Sem že pa slišal. Ja, itak sem. Diplomacy je pa še bolj preprosta, tako, čeprav je neskončno bolj zakomplicirana, ampak je v bistvu, kar se tiče komponente, še bolj preprosta. Se države med sabo fajtajo. Diplomacy. Tam imaš zemljevide Evrope, v osnovi Diplomacy in decid. To se pravi, igra je zemljevide Evrope. Pa neke figurce, ki predstavljajo armade. Ampak tam igraš tako, da ti, se pravi, vsak igralec ima, 2-3 armade na voljo, ki se jih praktično ne da eliminirati in imaš ena država je tvoja in ima glavno mesto. In to je vse. In potem ti za vsako svojo armado na skrivaj napišeš enega od 3 ukazov. Ukaz je pa lahko, da suportiraš, da se premakneš ali pa da napadeš. In to je vse. In potem vsi to napišejo, in pa naenkrat pokažeš te listke in razrešiš, kako se konflikti izvršijo. In na prvi pogled je to vse. Je pa še ena stvar in to je, da vsak krog imaš 15 minut časa, da se meniš. In to se lahko meniš na vse načine. Se pravi, greš ven iz sobe z enim, pa se meniš. O moj bog, celo tako domišljijska vloga. Lažeš, kradeš, karkoli. In to je ena najbolj briljantnih iger, ki je pa seveda samo za zelo, zelo zrele igralce. Take, ki znajo lagati. Ne, to ne rabiš. Lahko si iskren politik. Če ti recimo človek ne jezi, ne se igrati, brez da se jeziš, pa Diplomacy ni date. Seveda, ja. Kako je potem Game of Thrones razširil ta koncept? To je pa nekakšna kombinacija, delno. Sicer ni tega elementa 15 minut dogovarjanja, ampak ideja diplomacije je vpletena noter. In za Game of Thrones so pa s tem nastale te mini skupnosti, kot je Gil-galad, mislim, so igrali, ali si ti dejansko... To je bila ena od iger, ki je recimo Gil-galad, so pač seveda bili tudi veliki ljudi tega Martina brali, pa so bili navdušeni in je bila pač neka taka igra, ki se jaz spomnim, da je prva tako, v teh krogih pa zaokrožila. Ta igra še zdaj obstaja, v bistvu malo popravljeni verziji, ni da je nekaj nadomestila. Začenjam razumeti, zakaj črna luknja toliko časa obstaja, ker Jure dobesedno trguje kot obrtnik. On najde ljudi, ki potrebuje, oziroma ki ve za ljudi, ki bodo potrebovali nek produkt, kolikor ti rabiš omaro ali pa posel ali pa karkoli. On to zgradi, dobite ljudi noter in potem ti dejansko to rabiš v svojem življenju. Vi se lahko vzamete te igre, razširite svoje delovanje, razširite svoj, oplemenitite svoj čas, dobesedno. Ja, imaš še malo drugače. Jaz mislim, sej si v bistvu zadevan. Jaz nekako tako to delam v moji glavi, da ko nekoga srečam, pač pogledam, katera igra bi bila za njega. Social deduction. Ja, ker mislim, da so te družabne igre, da so pač za vse. Seveda, eni imajo drugačne potrebe kot drugi, in pač samo vprašanje najdete, katera bi bila ta prava